če kar začnem, vidite naslov, živinoreja, živinska gnojila, toplogredni plini, izgube dušika, temu se bomo posvetili. Zdaj najprej čist na kratke definicijo, da se spomnimo, se v glavnem veste to, ne. Hlevski gnoj je, rečemo tistmu, ki imamo krave na nastilju in se blato in seč ujameta v nastilju, oziroma blato, seč pa v glavnem odteče v gnojnično jamo, tisti je pol gnojnica. Gnojnica je v glavnem vsebuje ureo, urin, vsebuje ureo in skoraj da nič organske snovi, razen če kaj gre tistih koščkov v jamo, in tudi ne vsebuje organsko vezanega dušika, tako da je pravzaprav lahko rečemo mineralno dušično gnojilo, vsebuje pa tudi kalij, tako da je dušično kalijevo gnojilo. Gnojevka pa ratuje tam, kjer imamo živali na rešetkah in imamo blato in seč pomešan, zato je gnojevka hranilno gledan precej drugačna kot gnojnica. Vsebuje precej fosforja, medtem ko gnojnica praktično nič fosforja. Kompost je napisan tule, kompost je pa po definiciji aeroben proces, pri katerem pride do razgradnje lahko razgradljivih substanc in na koncu dobimo humusu podobno preperelo organsko snov, ki se rablja za specialne namene v vrtnarstvu, pri presajanju sadnega drevja, vinske trte in tako naprej. Na tej sliki, upam, da vidite, sem hotel poudariti, da se moramo zavedati, da od količin dušika, fosforja in kalija, ki jih žival zaužije s krmo, samo majhen del ostane v telesih živali, se pravi, se vgradi v meso ali pa v mleko ali pa jajca. Kar 80 do 90% dušika se izloči v blatu in seču, fosforja 80%, kalija celo, kot vidite, 95 do 98%. Kalcija tudi tam 80% ali več. In to pomeni, da moramo s temi izločki pravilno ravnati. Pri kaliju, ki se ga toliko veliko izloči, se pogosto zgodi, da se na intenzivnih kmetijah začne preveč kalija nabirati na kmetiji. Kajti kalij kupimo v obliki mineralnih gnojil, pa tudi v obliki kupljene krme in delno tudi nekaj pride v obliki kupljene živine. In če v produktih ni odpeljanega iz kmetije veliko kalija, ker smo rekli, da se z blatom in sečem v glavnem izloči, se zgodi, da če nismo pozorni, se nenadoma preveč kalija nabere na kmetiji, tla postanejo zelo založena s kalijem, tudi rastline lahko sprejemajo preveč kalija in je potem krma hranilno neuravnotežena, kajti kalij je antagonist magneziju in kalciju in natriju. In če imamo preveč kalija, se zgodi, da zaradi fiziološkega pomanjkanja magnezija pride do težav, do lahko poporodnih mrzlic, do slabše mlečnosti, do krčev in tako naprej. Tako da kalij je lahko zaradi tega, ker se ga toliko veliko izloči, pa malo vgradi, problem. Ravno tako dušik, verjetno ne vidite klele, je daleč, ampak izkoristi dušika v kmetijski proizvodnji v povprečju so slabi. Samo v primarni rastlinski proizvodnji se izkoristi 30 do 60% od danega dušika za pridelek. Gre v pridelek. To je povprečen podatek. Mi bi želeli, da se te izkoristki močno izboljšajo in realno bi bilo, da bi imeli izkoristke tam do 80%. Več bi bilo pa zelo težko, ker nekaj je izgub, tudi če še tako skrbno ravnamo. Pa 80% bi bilo dosegljivo, če bi skrbno ravnali. Čim imamo potem naslednji krog živinorejo, se zgodi, da so izgube pri pripravi krme, pri krmljenju, potem na rešetkah v hlevu, kasneje na gnojišču in kasneje še pri gnojenju, se pravi pri raztrosu gnoja na površine in pri ponovnem sprejemu v rastline, tako da so, če boste videli v teh zapiskih, pri pitanju govedi je v povprečju samo še 15% izkoristek, pri prireji mleka 20 do 25% izkoristek dušika, ki ga, kupimo v obliki mineralnih gnojil in ga najprej gnojimo za pridelavo krme in potem se zgublja v tem sistemu.
Tako da moramo paziti, da se te izgube zmanjšajo, te podatki tudi v živinoreji se dajo precej popraviti, če pravilno ravnamo. Zdaj, pomemben je vedeti, da so živinska gnojila, da imajo svojo vrednost, ne? In tega se premalo zavedamo. Kmetijski inštitut ima v kalkulacijah neko staro oceno vrednosti, naprimer hlevskega gnoja, če sem prav seznanjen, je v kalkulacijah 9 evrov za tono upoštevan. Vendar, ker so se zdaj mineralna gnojila podražila, jaz imam tukaj cene mineralnih gnojil iz 22.10. letos. Če vas zanimajo cene, sprotne cene mineralnih gnojil, glejte Agrar heute, je taka stran, ki prikazuje vsakodnevno ceno mineralnih gnojil na nemškem trgu. Takrat je bila cena posamičnih gnojil, dušika iz najcenejše ure, to se pravi granulirane ure, je bila 2 evra za kilo. V Kanu je bil dušik 3 evra za kilo. V prilirani ure je nekoliko 2,1 ali neki 2,2 evra. No, tukaj sem vzel 2 evra, pol sem pomnožil z 0,7, zato ker se iz hlevskega gnoja mogoče ne bo dušik tako dobro izkoristil, kot bi se iz ure, in je cena potem 1,4 evra za kilo dušika iz hlevskega gnoja. Pri fosforju, kaliju, kalciju in drugih elementih pa moramo izkoristiti enačati z mineralnimi gnojili. Se pravi, iz živinskih gnojil so drugi elementi, razen dušika, enako dobro izkoristljivi kot iz mineralnih gnojil ali pa celo boljši. Tako da je treba s polno vrednostjo računati. Fosfor je stal takrat 2 evra, kalij evro pa pol, kalcij v obliki apnenčaste moke 0,06 evra in tako naprej. Tako da, če pogledamo vsebnost hranil v gnoju, krat vrednost na kilo hranila v eni toni gnoja, pridemo do skupne vrednosti glavnih hranil cirka 20 evrov za tono, vendar je treba vedeti, da nima hlevski gnoj samo glavnih hranil, ampak ima tudi mikroelemente in ima tudi organsko snov. Organska snov je hrana za mikroorganizme v tleh in te mikroorganizmi s svojim delovanjem povečujejo rodovitnost. Z izločki delajo manj topne minerale, bolj topne, ustvarjajo tudi boljšo strukturo in ko se razgradi lahko razgradljiva organska snov, postane stabilna organska snov, ki rečemo humus, in ta humus tudi fizikalno, kemijsko izboljšuje tla. Tla boljše vpijajo vodo, zaradi tega so bolj zračna, bolj rahla, lažje se jih obdeluje, kapaciteta za zadrževanje hranil je boljša. Iz ene tone hlevskega gnoja rata cirka 50 kg tega stabilnega humusa. In ocenjujemo, da je vreden, da je kila humusa vredna 0,4 evra. Se pravi, če imamo 50 kg ustvarjenega humusa iz ene tone, je še dodatnih 20 evrov vrednost zaradi humusa in mikrohranil in je ena tona gnoja zdaj vredna gnojilno cirka 40 evrov. Se pravi, precej več, kot je kmetijski inštitut ocenil. Zato, da če boste prodajali gnoj, za koga boste prodali? Koliko boste računali? Ja, to je dobro, če vam bo kdo pripravljen plačati, ampak vsaj 50 evrov morate računati, drugače se ne splača prodati, drugače v bistvu delate slabo kupčijo, ker boste morali kupiti dražja mineralna gnojila, da boste kompenzirali tisto, kar boste prodali. Od enega GVŽ letno dobimo, če ni veliko slame zraven stelje, dobimo 9 ton gnoja na GVŽ. To pomeni, da imamo letno od enega GVŽ vrednost v gnoju, hlevskem gnoju, 350 evrov. Na enak način bi se dala vrednost preračunati za gnojevko. Gnoj je lahko tudi drugačna, v drugačno vsebnost, kot sem tukaj napisal, tako da če bi sami analizirali svoja gnojila, bi lahko bolj natančno vedeli, kaj imate na gnojišču. Mal, to je 20% suhe snovi tak gnoj, tako da stelje je sorazmerno malo, ker je to malo suhe snovi. Če bi bilo 25% suhe snovi,
bi se več humusa naredili, ne bi imeli 50 kg, ampak bi imeli 66 kg, naprimer, krat 0,4 evra, pol tudi nekoliko več bi bilo fosforja noter, tudi malo več dušika, mogoče 4 kg in tako naprej. Odvisno, kakšna stelja je, to je lahko zelo različen. Tudi kako ravnamo s tem gnojem, potem zelo malo naprej govora. Zdaj bomo govorili o izpustih, pa kako zmanjšati izpuste. Kmetijstvo se dostikrat obtožuje, da je pomemben emitent toplogrednih plinov. Skupna količina kmetijstva, skupni prispevek kmetijstva je v družbi celotni samo 10%. Tako da to je pravzaprav ena dobra informacija za kmetijstvo. Vendar, kar se pa tiče izpustov metana, dušikovega oksida in pa amonijaka, pa kmetijstvo povzroča največje izpuste. In tukaj se da zmanjšati, če bi pravilno ravnali. Sploh pri amonijaku vidite 92% vseh emisij amonijaka prihaja pravzaprav iz živinoreje. In amonijak lahko povzroča negativne učinke na okolje, če ga je preveč v ozračju, lahko s padavinami pade na tla. Tiste padavine so kisle, ker se v zraku poveže z oksidi in se spremeni z žveplom pa z dušikom v kisle spojine. In amonijak, če ga je velik, lahko pospeši najprej razvoj vodnih organizmov, naprimer alg, vodnega rastlinja, to pomeni hrano za ribe, pa druge vodne organizme, se pravi najprej spodbudi življenje v vodi, potem pa mikroorganizmi, odmrle organizme razkrajajo, porabijo kisik in ko zmanjka kisika, lahko pride do pogina rib, razmnožijo se anaerobni mikroorganizmi, ki lahko izločajo strupene snovi in tak ekosistem napol odmre in ga je težko nazaj oživiti. Tako da to je en negativen efekt, temu rečemo eutrofikacija. Je pa tudi predhodnik, se pravi jedro za tvorbo teh finih delcev, ki lebdijo v zraku. PM2,5, PM10 in te delci se lahko, se pravi koroziven amonijak se lahko poveže tudi s katranom in povzroča potem dihalne težave. Tudi, če ga bi bilo zelo veliko, pa da bi tega več vdihavali, se lahko kar slika poslabša in tako naprej. Predvsem so seveda ogrožene živali v hlevu, pa kmetka dela v hlevu. Čim gremo stran od hleva, koncentracija pade in se nevarnost zmanjša. In pa jasno, da te izgube povzročajo izgube dragocenega dušika, ki je drag, ki smo danes že prej rekli. Skupaj imamo v Sloveniji iz živinskih gnojil izločenega 31.500 ton dušika. Se pravi, velika količina, 31.500 ton dušika. Če bi ga rabili, 150 kg na hektar, si lahko izračunate, koliko hektarjev s tem pokrijemo. In pa, če to pomnožimo s cenami dušika, smo hitro na nivoju 60 milijonov zdajle vrednosti. Tako da je prav, da se država ukvarja s tem in da se poskuša zmanjšati izgube tudi iz gospodarskega stališča, ne samo okoljevarstvenega. Pomembna informacija se mi zdi ta, da veste, v živinskih gnojilih imamo samo dve obliki dušika. Tole, kar rdečo pobarvano vidite, to je dušik v organskih spojinah, v beljakovinah, aminokislinah, nukleinske kisline, encimi in tako naprej. Te organske spojine niso v tleh kaj dosti mobilne in pa rastlina jih ne more posrkati. Skozi korenine so te pore premajhne, da bi šle velike kompleksne molekule noter. In te organske spojine so najprej hrana mikroorganizmom in mikroorganizmi v svoji prebavi cepijo te dolge molekule, izvajajo tako imenovano mineralizacijo in na koncu nastane urea, iz ureje pa amonij. Ksivine, ki so predstavljene, pa predstavljajo amonijski dušik. Se pravi, ta je pa rastlinam dostopen,
amonijski ion je pozitivno nabit, se pravi NH4+. In ta plus se veže na talne delce, ki imajo pa minus na površini. Prav, amonijski ion se veže na talne delce in se zaradi tega ni mobilen. Rastlina ga dobi z izmenjavo ionov, naprimer more izločiti proton, vodik ali pa da izluži iz talnega kompleksa amonij. Ampak ga lahko dobi na enak način kot iz mineralnih MPK gnojil, ker je amonijska oblika. Se pravi, če imamo neko prašičjo gnojevko, ta vsebuje 70% amonijske oblike, ki je tako dostopna kot iz MPK gnojila, pa 30% organske oblike, ki bo pa postopno dostopna, ki se mora najprej razkrojiti. Ampak ker je 70% tako velik delež, moramo s prašičjo gnojevko gnojiti tako kot z mineralnimi gnojili. Takrat nekoliko prej, preden rastlina res potrebuje dušik, ne dosti prej, kakšen teden. Se pravi, ciljno bi morali gnojiti po potrebah rastlin. Prašičja gnojevka ima polovico amonijskega, polovico organskega, tako da je nekoliko manj dosegljivega, ampak kljub temu ta polovica je pomembna. Na drugi strani imamo pa kle spodaj predstavljen pa nek zrel hlevski gnoj ali pa kompost. Tam se je pa organska snov razkrajala, en del lahko razgradljive organske snovi je šel kot CO2 v luft, ostala je stabilna organska snov in dušik je vezan v tej stabilni organski snovi. 90% dušika je lahko vezanega v stabilni organski snovi in to se počasi sprošča. Zato s hlevskim gnojem lahko gnojimo na zalog. Lahko ga damo 40 ton enkrat na 3 leta ali pa na 4 leta in ne bo prihajalo pri tem velikem odmerku do kakšnega hitrega sproščanja in do velikih izgub. Obratno je pri gnojevki. Ampak zdaj, če nekaj tle poudarim. Ene oblike pa ni tista oblika, ki je najbolj mobilna v tleh, pa v živinskih gnojilih ni, to je nitrat. Nitratne oblike ni. Nitrat je pa negativno nabit, NO3- ion. In smo rekli, da površina talnih delcev je tudi negativno nabita in minus se odbija od minusa in zato je nitratna oblika skozi mobilna, skozi je v talni raztopini. Če gre voda skozi tla navzdol, bo šel tudi nitrat. Če se tla osušujejo, se bo kapilarno voda dvigovala in bo nitrat lahko nazaj gor prinesla. Ali pa rastline, ki srkajo vodo, tudi nitrat posrkajo. V živinskih gnojilih nitrata ni. Zato je dobra informacija, da takoj po gnojenju z živinskimi gnojili, tudi če je prašičja gnojevka ali pa kurji gnoj, ne bo prišlo do izpiranja dušika pa do nevarnosti onesnaženja podtalnice. Še ena pomembna informacija je, naprimer, odmerek 20 kubikov gnojevke. To je en tak normalen odmerek. Ali to predstavlja, po vašem mnenju, hudo hidravlično obremenitev za tla? A bo zemlja lahko pila 20 kubikov gnojevke na hektar? Koliko litrov na kvadratni meter je 20 kubikov na hektar? 2 litra. 2 litra, to je 2 milimetra, koliko pa tla lahko posrkajo vode. Naprimer, tle okrog imate kar globoke zemlje, razen na vrh hribovke kraški teren, tam je morebiti manj, ampak tudi una tla na produ, naprimer na Savskem produ, ki so globoka 20 cm, pa hitro rata 50% proda, pri 30 cm imamo pa že sam prod in pesek. Tista tla so v Sloveniji tla, ki zadržijo najmanj vode in to je tam okrog 60 do 80 litrov. Se pravi, 2 litra na kvadratni meter ne predstavlja tudi za tista plitva tla nobene hidravlične obremenitve in če niso tla že prej bila zasičena z vodo in voda gravitacijsko odtekala, da bi sabo potegnila tudi gnojevko, ne bo nevarnosti izpiranja. Seveda na zasičena tla itak ne smemo jeti, in pa tudi ne moramo dostikrat, ker bi se tla zgazila, ker ne moramo voziti po takih tleh. Tako da to je dobra informacija. Tudi če pade 10 mm dežja za tem, ne bo nevarnosti izplakovanja, kajti tudi 10 mm lahko tla popijejo
in to bi bila lahko dobra praksa, ne, gnojiti pred nekim rahlim dežjem. Ampak ne, prosim, 50 je pa že lahko problem. 50 pa pomeni ne samo, da mogoče kakšna tla to popijejo, ne, vendar, če so intenzivne padavine, je to hitrost upijanja počasnejša, kot je dotok padavin. In takrat pa začne površinsko odtekati voda. In s površinskim odtekanjem pa odnaša delce, kar ni dobro. Tudi če imamo zelo ravnino, se nam te delci v luže zbirajo in imamo neenakomerno pognojeno nivo, pa zamašene talne pore nekje, kjer je tega preveč. Če je pa nagnjena površina, pa lahko to odteče v jarka, ne, kar pa sploh ni dobro. Ne. Tako da intenzivne padavine so nevarnost. Ne. Rahel dež mora biti tako rahel, da se dež lahko sproti vsrkava v tla. Zdaj, zelo pomemben je, da nimamo na površini delcev gnojevke ali pa gnoja. Ker če imamo na površini, bo tisto odplaknil. Amonijski dušik, naprimer 10 mm padavin, predstavlja razredčenje z vodo 1:6. Prav 2 mm plus 10 mm je 12 deljeno z 2,6, ko kemijsko gledamo razredčitev. In to je toliko, da se bo amonijski ion spravil v tla in se bo na talne delce vezal, kot kation. Ampak na površju pa lahko še vedno ostane čvrsti del in tisti čvrsti del vsebuje fosfor, organsko vezan dušik in tisti se lahko splakne. Ne. Zato je gnojevka dober na njivskih površinah plitvo zadelati v tla, ne globok, ne, par centimetrov, toliko, da se poveže s talnimi delci. Da ne leži povrh, ne preveč. No, zdaj, rekel sem tako, ne, ni nevarnosti izpiranja in to lahko suveren poveste, ne, vem, ko rečejo, lej, zapeljuj gnojevko gor, pa onesnažil podtalnico. Takoj po gnojenju se to ne bo zgodilo, ker nitrata ni, ki bi bil mobilen. Se pa nitrat lahko zgodi, naredi v tleh, ker mikrobi so lahko aktivni, če so tla topla, bojo pretvorili nitrat do amonij do nitrata lahko zelo hiter. Ko so tla topla, ki imajo 20 stopinj Celzija, se to zgodi v parih dneh, naprimer v enem tednu, se je iz amonijskega že nitrat naredi lahko. Zdajle, ko imamo tla, ki imajo 10 stopinj ali pa 12, ne vem, koliko je zdajle, se ti procesi počasnijo za dvakrat, naprimer, da traja 14 dni do 3 tedne. Ampak če zdajle ni velike porabe, pa če bi intenzivno gnojili, se lahko v tleh stvori nitrat, ki je mobilen, in če pridejo potem intenzivne padavine in tak padavinsko obdobje, bo prišlo do splakovanja. Nitrat se lahko pritvori tudi v plinsko obliko, se denitrificira in gre v zrak nazaj kot N2, takega dihamo. Ne. V zraku veste, da imamo 78% zraka sestavlja dušik N2 in iz nitrata lahko tudi N2 nastane. Nastane pa tudi en majhen delček N2O, ki pa toplogredni plin. Tako da, zato smo rekli, da je treba gnojiti z gnojevko v času, ko rastlina potrebuje dušik. Ne smemo dati na zalogo nekam, ker se bo zelo verjetno izgubil. Iz gnojišč v hlevu pri gnojenju se iz živinskih gnojil dušik izgublja v obliki amonijaka. Zdaj sem govoril o amoniju, ki je ion pozitivno nabit in ta je v raztopini ni hlapen. Vendar amonij se v vodi poveže v bazo, v amonijev hidroksid. In ta baza povzroči, se pravi, če imamo bazično okolje, pH naraste nad 7, se začne tvoriti pa plinska oblika, amonijak, in ta amonijak izhlapeva. Bolj ko je bazično, če je pH 8 ali več, se to, tukaj se vidi, ne, če nad 8, se bo zelo začela hitro tvoriti amonijska hlapna oblika in to bo splavalo v zrak.
V živinskih gnojilih na levi imate predstavljene pH-je, imamo skozi bazično okolje. Zakaj? Zato, ker pri razkroju organske snovi pa pri oksidaciji prihaja do, pri mineralizaciji prihaja do tvorbe iz ure, se tvori amonij, amonij se poveže v bazo in pH se poveča. Se pravi, če želimo preprečiti izgube amonijaka, moramo zmanjšati intenzivnost biološkega razkroja gnojevk ali pa gnoja. To pomeni, da nasvet je ne mešati, aerirati gnojevke ali pa premetavati gnoja pa ga aerirati. Kajti v tem primeru boste izgubili amonijak v zrak. pH se bo povečal in boste izgubili amonijak. Dušik v obliki amonijaka. Seveda ima aeracija številne prednosti. Razloži se gnojevka, se pravi, lahko razgradljive organske substance se razgradijo, gnojevka postane temne barve, ne smrdi, bolj je prijazna za rastline, se pravi, manj ožigov povzroča, se pravi, v glavnem gnojevka je, ali pa tudi gnoja, se z aeracijo nekako kompostira, postane stabilen in se ga lepše trosi pol in je tudi bolj prijazen rastlinam. Se pravi, te aeracijski postopki imajo svoje prednosti, vendar na račun izgub dušika v zrak. Tako da, ker je dušik dragocen, bi svetovali, da ne aerirate, ampak imate anaeroben proces, pustite skorjo na vrh, ki preprečuje izhlapevanje. Ali pa gnoj je smiselno stlačati in pokriti. Zdaj, vidite razliko, stlačen gnoj spodaj, zelena krivulja, praktično ni izgub amonijaka. Kompostiran gnoj, intenzivne izgube amonijaka. Na drugi strani pa kaže problem lahko, da se pojavi pri stlačenem gnoju pa tvorba metan. Se pravi, dobimo lahko metanogeno fermentacijo ali pa digestijo, se reče. Bioplinsko digestijo v nekem stlačnem gnoju. Vendar, če se spomnite, kako so tradicionalno ravnali kmetje z gnojem. Spravili so ga na kup, pa ga tlačili. Gumijaste škorne so dali gor, pa so šli po gnoju in ga stlačili. Zakaj so to delali? Zato, ker je bil dušik zelo dragocen, takrat pred 50 ali pa 70 leti ni bilo dušika za kupiti v obliki mineralnih gnojil in so vedeli, da morajo anaeroben gnoj imeti, da ne bodo dušika izgubljali. Takrat je bil gnoj mogoče malo drugačen, kot je zdaj. Seno so kosili konec junija, tisto je bilo seveda precej slamnato, precej rož noter in tako naprej. Stelje je bilo tudi malo več morbiti kot zdaj in je v tem gnoju potekla laktofermentacija. Se pravi, laktofermentacija je to, kar se dogaja pri kisanju zelja ali pa silaže, če je lepo silaža narejena. Ustvari se mlečna kislina in pH pade na 3,5. Iz tazga gnoja nič ne izhlapi več amonijaka. Je pa res, da je po laktofermentaciji gnoj mazav, ni tako lepo ga zatrositi, to je ena slabost, ampak po drugi strani te laktobacili, ki se ustvarjajo noter, ki vodijo ta proces in tudi mlečna kislina, v majhnih količinah, 10 do 20 ton na hektar danih, spodbuja rast rastlin, deluje kot biostimulans, ne samo kot gnojil. Tako da ta znanja so se izgubila. Zdaj v bistvu ponovno odkrivamo to, kar so pred 100 leti že raziskovali pa vedeli. Pa smo pa malo zanemarili to. Zdaj, če pogledamo, se pravi, na levi strani je dobro zložen kup, po tradicionalni metodi, ne trikotna oblika. Zakaj ne? Zato, ker so vedeli, da je trikotna oblika večja površina proti prostornini kot kvadratna ali pa trapezoidna oblika. Se je zmanjšala tudi površina za možne izgube. Na desni strani pa vidimo en sodoben gnojišče, kjer je zbetonirano, tako da ni izcetkov v podtalje, kar je v redu.
vendar vidimo, ne vem, tako vi vidite od daleč, spredi imamo izcedke, tam se meša aerobno, anaerobno stanje, tvorijo se plini, amonijak gre v zrak in pa tudi drugi plini se tvorijo, ki povzročajo smrad. V sredini, kjer je kup, tam imamo pa verjetno metanogeno fermentacijo, ta poteka pri pH okrog 7, da se tvor metan, metanogene arheje delajo v nevtralnem okolju. Se pravi, niti ne pride do pravega zakisanja. In imamo precejšnje izgube toplogrednih plinov, smradnih plinov in amonijaka, tako da v tem smislu to ni najboljši način. Še par besed o humusu. Se pravi, rekli smo, da je gnojevka, se pravi, organska gnojila so pomemben vir humusa. Zdaj se o tem veliko govori. Mogoče ste slišali izraz carbon farming. Zdaj mislijo, da bi kmetijstvo lahko vezalo ogljik iz ozračja in ga dali v tla, v to stabilno humusno obliko. In bi bili kmetje plačani za to, če bojo vezali ogljik v tla. Temu rečejo kmetovanje za ogljik. Oglično kmetovanje. Bi bil plačan za vezavo ogljika boljš kot za liter mleka. Naprimer, za kilo ogljika vezanega. Zdaj pa tukaj je tako. Eni so prepričani, da se lahko humus kar kopiči v tleh v nedogled. Pa ni tako. Organska snov je hrana za organizme v tleh in hrane mora biti glih prav. Če je premalo, ni v redu, če je pa preveč, pa tudi ni v redu. To vemo. Vsak organizem, če dobi preveč hrane, bo imel težave najprej prebavne, bo lahko rigov, bruhov, driskov, enak se v tleh dogaja. Se pospeši izpuste toplogrednih plinov, izpiranje nitratov. In za določena tla je določena optimalna vsebnost, ki je pa povezana z vsebnostjo gline. Teže, ko so tla, več mora biti humusa. Že po naravi ga je več, ker glina oblep delce, organske delce in prepreči mikrobom, da prišli zraven. Tako fina je glina, da mikrobi skozi ne morejo, deluje kot bariera fizična. In pol prihaja počas do kemijske oksidacije tiste organske snovi, s časoma ni tisto več dobra hrana za organizme in ostaja v tleh v nekih stabilnih oblikah. In težje, ko so tla, tudi več humusa rabijo. Ampak dovolj ga je tam 4%, v težkih tleh, v lahkih tleh bilo mogoče dovolj že 2%, v srednje težkih 2 do 3, tako nekako. In ko to dosežemo, smo dosegli pravzaprav nek zgornji limit za njivska tla. Na travnikih, kjer je zelo veliko teh kakovostnih travnikih, ki se sami obnavljajo, ki ni treba dosejavati pa kaj obdelati, da bi spet vzpostavili travne ruše. Ampak kakovostna travna ruša, ta vsebuje v zgornjih 5 do 10 centimetrih tam okrog 8 do 10% humusa. Ampak je sam zgoraj, na spodaj pa pol zelo mineralni. Enak je v gozdu. Gozd ima zgoraj veliko, zgornjih par centimetrih humusa, pa je pa zelo mineralno spodaj. Tako da zanimivo je, njivska tla s 3% humusa imajo skupaj več organske snovi v celotnem volumnu tal kot gozdna tla, ki imajo zgoraj 10% ali pa travniška tla. To se mogoče premalo zavedamo. Cirka 10 ton v povprečju hlevskega gnoja bilo treba dati na njive v naših kolobarjih, da bi vzdrževali humusno bilanco. Kot rečen, ni pa treba dati to vsak let. Lahko damo enkrat na 4 leta 40 ton in bo čisto v redu. Je pa seveda pri humusni bilanci potrebno vedeti, kaj delamo s stranskimi pridelki. Slamo prodamo ali jo samo odpeljemo v hlev, pa se potem vrne s hlevskim gnojem. Kakšen kolobar imamo dosevke kot podorine, ki jih bolj pustimo tam. Tako da je humusna bilanca bi bila pri tem carbon farmingu zelo pomemben element. Bomo videli, kako bo to šlo naprej. Naprimer smo rekli, 1 tona gnoja da 50 kil, če ima malo suhe snovi, če ima več, da več, kompostiran gnoj 75 kil,
1 tona slame 135 kg in tako naprej. Tukaj vam lahko zdaj dam malo zamisliti, koliko hitro se da dvigati vsebnost humusa za 1% v tleh. 1% se ne sliši veliko, prišli iz 2 na 3. Ne. Vendar hektar ima 10.000 kvadratnih metrov. Globina 20 cm je sprav 0,2 metra, 10.000 krat 0,2 je 2000 kubikov. En kubik zemlje tehta cirka 1,3 tone na njivi. Se pravi, imamo 2600 ton na hektar, 1% pomeni 26 ton. 26 ton humusa bi morali ustvariti, 1 tona tazga hlevskega gnojaka smo ga predstavljali, pa da 50 kg. Koliko ton gnoja rabimo, da bomo 26 ton humusa ustvarili? Vam povem, 520 ton gnoja rabimo, zato da za 1% dvigne. 520 ton, v koliko letih ga smemo dati, da ne bomo preobremenili tal s hranili. Ja, 20 let, naprimer. Tako da, to so te omejitve, ki jih pravzaprav te, ki razmišljajo o vezavi ogljika, ne zastopijo čisto dobro. Ne. Pa imamo pa nas znanstvenike, ki tega ne upamo čisto na glas povedati, ker je to zdaj raziskovalni denar za nas zanimiv in ne bi radi svoje veje sežali. Zdaj, da začnemo malo povzemati vse to, kar sem zdaj govoril, kako zmanjšati izgube, kaj vse narediti. Na prvem mestu poudarjam, se premalo dela kemijsko analizo gnojevke. Ne vemo, kaj imamo na gnojišču. Pri gnojilnih načrtih se uporablja podatke iz smernic, ampak vi imate lahko precej drugače v resnici na gnojišču, kot je tisto, kar v smernicah piše. Zato je fajn narediti analizo. Je pa res, da glavni problem je, kako homogen vzorec pripraviti. Ker ti laborant vzame 10 gramov v analizo in vam pol poda rezultat, ki ne bi veljal, ne vem, za 100 kubikov. Se predstavljate, da je ključna zadeva je dobro vzorčenje. Res homogeno premešati, vzeti vzorec tako, da bo predstavljal celoto. Mogoče je dosti dobro vzeti 3-krat v eni gmoti, da vidimo razpon. Ni pa treba te analize delati pol zelo pogosto, ker če enak način krme uporabljate, na enak način reje, se to ne spreminja toliko zelo. Mogoče se spreminja med poletjem pa zimo, če se krma spremeni. Ampak to bi bilo smiselno, ker ima gnoj svojo vrednost. Potem je smiselno narediti analizo. Lahko se izračunate, ali se vam to splača ali ne. Izračun bilance hranil na vratih kmetije bi bila zelo pomembna zadeva. Rekli smo, da na kmetijo pridajo hranila ne samo v obliki NPK-jev, ampak v obliki kupljene krme. Te vsebujejo zelo veliko dušika, fosforja, kalija. In če gre potem iz kmetije manj kot v obliki prodanih pridelkov, manj kot pripeljamo na kmetijo, imamo lahko nenadoma kopičenje znotraj obtoka na kmetiji in pri dušiku zelo verjetne izgube, če ga je preveč, pri kaliju težave v zdravju živine, tudi pri fosforju, če ga je preveč, fosfor tekmuje s cinkom in če ni dosti cinka, se zmanjša plodnost in tega se ne vidi. Živina je drugače v dobri kondiciji, samo plodnost je slaba in ne vemo točno zakaj. In dostikrat se ta povezava lahko pokaže. Preveč fosforja, slabša dostopnost v tleh, govorim, slabša dostopnost cinka, manj cinka v krmi in slabša plodnost. Pri dušiku, če ga je preveč, ne gre samo za izgube, ampak dušika se lahko preveč nakopiči v nitratni obliki v rastlinah in povzroča slabšo krvno sliko. Tako da cel kup je teh nevarnosti zaradi presežkov, ki nastanejo. Na drugi strani pa, če imamo primanjkljaj, če premalo pripeljemo in da več vozimo iz kmetije, kot pripeljemo, temu rečemo pa rudarjenje tal. Se pravi, pa izčrpavamo talne zaloge
in na dolgi rok tudi to ni dobro. To, da je bilanca hranil na vratih kmetije, bila ena taka fajn zadeva za delati. Smo rekli, gnoj, če želimo preprečiti izgube, je bilo treba pokrivati, imeti anaeroben proces, zmanjšati površine, ki oddajajo amonijak. Gnojiti bi morali pri optimalnih razmerah, se pravi tekom dneva proti večeru, ne zjutraj, ko sonce pol pržge, ne v vetrovnem. Idealno je rečiti z vodo, sploh če imamo nizke izpuste, se pravi te cevi, ki spuščajo gnojevko, je tam, ko spusti, je koncentracija večja, ne, in lahko prej pride do ožigov, zato je treba reči. In pa rekli smo, da je idealno, če imamo pol rahel dež, ki nam amonij splakne v tla in se potem lepše veže v tleh. Na nizkih površinah svetujemo zadelavo v tla. Ni treba, da je globoka zadelava, lahko je plitva zadelava. Globoka je sicer najboljša, ampak je seveda povezana s stroški in je plitva lahko čisto dosti dobra. Uporaba dodatkov. Zdaj vam verjetno ponujajo trgovci razne morske alge, zeolite, huminske kisline, ne vem, koristne mikroorganizme in tako naprej. Vsi ti dodatki lahko do neke mere pomagajo, vendar je, poudarjam, ključna higiena v hlevu, se pravi higiena prehrane, dobra krma. Če bomo imeli plesnivo ali pa gnilo krmo, nam te dodatki ne bojo kaj dosti pomagali. Ker s tisto krmo damo toliko drugih mikroorganizmov, ki preusmerijo prebavo, ali pa če je živina bolna, ne, imamo v vampu pa v črevesju tvorbo škodljivih patogenih organizmov in te dodatki so pa mali dodatki, ki ne morejo preusmeriti tega masovnega dogajanja mikrobiološkega. Se pravi, najprej je ta skrb za zdravje živine, za higieno v hlevu, potem pa te dodatki lahko malo vodijo v razvoj koristnih mikroorganizmov in v tvorbo teh koristnih snovi, kot smo prej rekli, mlečna kislina in tako naprej. Zeolit pa bioogle imata veliko aktivno površino, na gram cirka 200 kvadratnih metrov. Si predstavljate, kaj je 200 kvadratnih metrov v enem gramu, in na to aktivno površino se lahko mikroorganizmi vežejo, lahko se vežejo organske substance, amonij in tako naprej. Tako da te dodatki pa že precej vplivajo tudi na to, da pride do manjših izpustov, ne, tako da so koristni, ampak je treba vedeti, tukaj bi zelo poudaril, vse, kar sprejmete na kmetijo, mora imeti certifikat, mora biti proizvod. Kajti kmet, kar sprejme na kmetijo, pa daje v hlev ali pa na gnojišče ali pa v tla, je odgovoren on, ne tisti, ki mu je dal. Čim vi sprejmete, ste vi odgovorni. In na tla seveda ne sodi nič drugega kot nek certificiran proizvod. Vi morate imeti deklaracijo, ko ste sprejeli neko snov, vam tisti mora dati deklaracijo in seveda vse uradne papirje. Čim tega ni, ste tvegate. Bioogla v Sloveniji nimamo certificiranega, avstrijski je, pa mogoče iz Nemčije pa Italije, v Sloveniji pa nimamo še predpisane, tako da je treba merkati bioogle, lahko včasih tudi samo črn katranast pepel, to, kar se v Sloveniji ponuja. In se je že zgodilo, da imamo par ekoloških kmetov, ki so mislili, da delajo dobro za zemljo, pa so katranast pepel navozili v tla in so tla onesnažili za zmeraj. Morali tisti sloj tal odstraniti, zdaj, če bi po predpisih gledali. Naslednja zadeva so inhibitorji, to so kemijske snovi, ki preprečijo, da bi iz ure amonijak rtval ali pa iz amonija nitrat hiter. Te snovi ciljno delujejo, ne, to so farmacevtski pripravki, treba jih je zelo lepo zamešati, da res pridejo v stik z vsemi deli in pol deluje. Ne. Seveda je treba gledati ekonomiko, koliko to stane. Mal je tudi problem, ker so te snovi antibiotiki, blokirajo eno vrsto mikroorganizmov. Zdaj, ali je to varno v okolje vnašati,
proizvajalci pravijo, da se to potem razgradi v tleh, ampak tako kot je pri vsej fitofarmaciji, je zelo malo neodvisnih raziskav. Večino raziskav znanstvenih plača fitofarmacija, ne država. Tako da tukaj ima znanje v rokah farmacija pravzaprav. Lahko bi zakisali preprost gnojev kot žvepleno kislino. pH bi spravili pod 6 in ne bilo več izgub. In to delajo na Danskem, v Angliji, ne vem, Severna Nemčija, ampak pri nas tega ni, zato ker to ne moramo sami delati. Žveplena kislina je nevarna, korozivna, potem v burni reakciji se lahko sproščajo tudi strupeni plin, naprimer H2S. H2S smrdi po gnilih jajcih. Če ga je malo v zraku, če pa koncentracija naraste, pa neha smrdeti. Zanimiva reč. Takrat pa rata smrtno nevarna. Tako da tega kmetje ne bi sami delali, pa bi morali biti posebni dozatorji, posebne posode. Lahko bi bilo uspešno, ampak moral bi nekdo to ponuditi. Pa ne vem, pri nas mislim, da ni tega. Nizki izpusti smo rekli. Zdaj meh za skladiščenje gnojevke, ne vem, če to poznate, ima kdo. To so kot nek termofor, gumijast meh, se ga da na neko površino v bližini pač hleva, ni treba zidati neke betonske jame in v celoti prepreči izgube. Zlijemo noter, zapremo in ko je treba gnojiti, se odpre in se stoči v cisterno. Tako da tak meh bi lahko bil cenen, dosti pocen, relativno pocen rešitev za povečanje skladiščnih kapacitet in učinkovito, da se izgube zmanjša. Zadnje variante so novi moderni hlevi, zdaj zelo propagirajo variante, da bi čim bolj ločili blato od seča, tudi če imamo rešetke brez nastilja. To zato, ker je v blatu ureaza, encim, ker povzroča pretvorbo ureje v amonij. V urinu ga ni. Ni ureaza. Se pravi, če bi urin ločili, ne bilo tvorbe amonijaka. In naredijo posebne rešetke v taki izvedbi, ki omogočajo, da tekoči del gre pod rešetke, čvrsti del pa ostaja na rešetkah in tisti čvrsti del celo splakujejo malo, tako da še tisti urinke noter splaknejo navzdol in pod čvrsti del pol pahnejo stran. Zdaj, seveda, v jami spodaj pod rešetkami se tvorijo plini, ker nekaj ureaze vseh pride skozi. In tiste pline peljejo tako, da svež zrak peljejo skozi okno, naprimer skozi zunanjost hleva v rešetke in potem tisti zrak obogaten s plini peljejo skozi pralnike plinov. Fino meglo iz žveplene kisline brizgajo in amonij se poveže v amonijev sulfat in dobimo tekoče mineralno gnojilo. In pol ima taka kmetija seveda 3 vrste gnojil. Neko čvrsto gnojevko, ki je v glavnem blato, ima tam okrog 18% suhe snovi, tekoče gnojevko, ki je skoraj kot gnojnica, ki ima 3-4% suhe snovi in pa tista amonijev sulfat. Tako da to pa čist zrak, zrak je res, izgube so majhne, to je prednost, slabost je pa, da to precej stane in da je to rentabilno zelo za velike hleve. Zadnja varianta bi bila, ki vam tukaj našteto, proizvodnja bioplina. Male kmetijske bioplinske naprave bi zmanjšale emisije metana v zrak, ves metan bi se pretvoril, v procesu bi se ga koristno uporabljali za proizvodnjo energije in to bi bila v bistvu dobra rešitev. Leta 2020, ko smo prvič pisali osnutek tega strateškega načrta kmetijskega, je bilo v resnem načrtu, da se zgradi do leta 2027 4000 malih kmetijskih bioplinskih naprav. Zdaj, kaj pomeni mala naprava? Ne vem, če kdo ve, prej leta 2009-2010 so se gradile 1 megawatt električne moči naprave in multiplikacija tega, ker do 1 megawata je bila subvencija.
To so bile ogromne naprave za kmetijstvo, ne v energijskem smislu, ampak za kmetijstvo pa ogromne naprave in se niso obnesle. Mala kmetijska naprava je pa tam nekje 35 kW električne moči. Ampak zato, da že dobiš toliko električne moči, rabiš gnojevko od 100 krav plus energijske rastline, da izbalansiraš hranilna razmerja. Se pravi, cirka 100 krav, 100 hektarjev, rečemo, 35 kW. Ampak to bi bilo super, 35 kW moči ni malo, to je 8000 ur na leto, skozi te motorji delajo, rabiš samo par dni za remont, potem spet delaš 24 ur na dan. 35 kW moči je kar precejšna moč. Lahko jo damo kot elektriko v omrežje, lahko jo kot morbiti sami porabiti. Razen tega dobimo tudi 35 kW toplotne moči. Se pravi, tudi toploto lahko na kmetiji koristno uporabimo, naprimer za sušenje sena in tako naprej. Problem je, da so te naprave, če bi jih sam kmet se lotil delati, dragi. 35 kW naprava stane, 300 000 evrov. Zdaj, če bi država resno prestopila, pa bi dala tipske načrte, inženirje plačala enkrat, pa potem vsem zastonj dala načrte in tudi tipske gradnje, bi se to lahko precej pocenili. In bi se pol prebit pa splačal kmetu to zgraditi. Ampak zdaj niso šli v to, še vedno je na črki papirja načrt, da bi spodbujali gradnjo malih kmetijskih bioplinskih naprav, denarja je pa mogoče za 5 naprav v celotnem obdobju. Ne 4000, ampak 5. Tako da ni realno, da bi to resen program. Zdaj, da zaključujem, smo rekli, analiza lastnega gnoja. Če imate intenzivno proizvodno, zelo svetujem narediti tudi bilanco hranil na vratih kmetije, ni tako končno, naši študentje na master programu to znajo delati zdaj. Pokrivanje gnoja, bioplinska naprava, pravilno skladiščenje gnoja, če bi se dali, to smo rekli, tudi tlačenje gnoja, laktofermentacijo, spet nazaj izum, tukaj nimamo nobenih raziskav lastnih, bi mogli gledati knjige izpred 80 ali pa 100 let. In pa gnojiti v časih, v terminih, ki rastline rabijo dušik. Tukaj je prikazan, če so gnojili septembra z gnojevko, merili so naslednjo pomlad, marca, koliko se dušika v obliki nitrata nabrali noter v lizimetrih in so ugotovili, če so septembra gnojili, je bilo 25% skupnega dušika zgubljenega, oktobra 20% in tako naprej, kasneje, ko so gnojili, manj je bilo. Zakaj? Ker so tla bila vedno bolj hladna, mikrobna aktivnost se je zmanjšala in decembra ni bilo več nevarnosti, da bi se iz amonija nitrat naredil. Tako da, evo, nizki izpusti, niso pomembni te sistemi samo zato, da bomo zmanjšali izgube dušika v obliki amonijaka, ampak v bližini naselij je to izjemno pomembno, da se zmanjša emisije smradu. Trajnostno kmetijstvo, če rečemo, kateri so elementi, da bo kmetija uspešna na dolgi rok. Mora biti v prvi meri ekonomsko uspešna, da ima dohodek, da lahko družina dobro preživi, da bo zanimiva za naslednika, da bo prevzel tako kmetijo. Sprav, to je prva stvar. Druga stvar je, seveda ne sme onesnaževati okolja, tudi zaradi sebe, ne sme tal uničevati, da bo imel rodovitna tla še v naslednjih generacijah. In pa ta tretja zadeva, socialno mora biti dobra kmetija sprejeta v okolju. Če je v konfliktu z okolico, bo tudi imel težave. Tako da to je, naprimer, te nizki izpusti so v tem smislu tudi zelo pomembni, da se zmanjša smrad, ker vemo, da je to v bližini naselij vse večji problem. Ja, dodatki smo povedali, tale neh je na sliki. Na Štajerskem so rekli, da so ga eni kupili, ampak da ga imajo še neuporabljenega, da je še na skladišču.
Tako. Ja, točke so dobili na razpisih. Ja. Tako, hvala z moje strani, zdaj pa, evo, kakšno vprašanje, komentar. Boljše folija, zato ker se pod folijo naredi